Jaz imam tokrat predavanje na mehanizacija smotrov, se pravi, čist na hitro, ne pač v smislu, z mehanizacijo smotrov jaz mislim nek poskus kibernetikov, da bi z nekimi mehanicističnimi principi razumeli recimo človeške smotre ali pa smotre živali, in po drugi strani tudi nekaj čistko, nek tak inženirski podvig sestavljanja strojev, ki bi recimo, za katere bi lahko rekli, da imajo neke svoje lastne smotre. V tem bo nekako pač tema predavanja, kaj je to sploh, do katere mere je bilo to izvedljivo, kakšno vprašanja so tle se porajala, kaj to sploh pomeni v bistvu za nek splošen pojem mehanicizma in konec koncev smotra, kako so kibernetiki to razumeli oziroma upeljali mogoče neke malo tudi mogoče nove nianse teh pojmov ali pa neke pomenske zdrse. To je tema, ki bi lahko rekel, mislim, je zihar malo manj ostre, ta tema je malo manj ostro zamejena kot recimo tema, ki je dal Jan Zanč ali pa ki bo Robert naslednjič, v smislu tega, da se ne bom ukvarjal tako z enim avtorjem, ampak bom močkaj šafljal med različnimi avtorji pač kibernetike, ki so se vsi nekako ukvarjali s tem, pa pokazal tudi neke distinkcije ali tako polemike med njimi. In tudi tako, zamejena ni toliko v smislu tega, da bi šlo za en, tako da bi tukaj lahko zdaj predstavil tako en sam, recimo nek centralen koncept, kot bi bil koncept informacije ali pa računanja. Čeprav recimo povratna zanka bo en tak koncept, recimo središčen za celo to temo mehanizacije smotrov. Bom pa še ene par drugih, mislim, mogel bom kar ene par nekih takih drugih konceptov ali pa nekih kontekstov razložiti, da bo ta tema približno prišla skozi. To sem pozabil reči, no, to so te trije avtorji, na katere se bom najbolj skliceval. Prvi je, tle na levi imate Wienerja, tole je Ashby, tole pa Francisco Varela. Potrudil sem se, da sem najdel najbolj sili fotke vseh teh treh, pa mogoče fotke, kjer se pride do izraza njihov navdušenje nad svojimi gadgeti. Tako da, predstavil bom pa mogoče tudi še par takih, mislim, ena stvar, ki bi jo še tudi v tem predavanju dosegel, je, da majčkeno nakažem na neke linije, kako so se te ideje razvijale do danes, in kaj bi bili neki recimo dediči ali pa offshooti kibernetike, ki so trenutno aktualni, in v tem smislu bom tudi malo predstavil neke avtorje, mislim, še poleg teh treh še omenil še kakšne druge. Predvsem tle bi izpostavil že pod prvo celo to recimo neko paradigmo ali pa usmeritev v kognitivni znanosti, ki je nekako iniciiral Varela, ki se ji reče aktivizem. Tukaj je polno nekih trenutno delujočih kognitivnih znanstvenikov, ki nekako sledi tej liniji misli in jih bom mogoče sporadično omenjal. Drugo bi bilo recimo tako imenovan novi mehanicizem, neka usmeritev v filozofiji znanosti, ki je v zadnjih 10-20 letih se vzpostavila tudi kot nek tako nek poskus opredelitve, tako preko neke refleksije o pojmu mehanicizma, o tem, kaj v bistvu pravzaprav mislimo zdaj s tem. Mislim, kako se ta koncept uporablja v različnih znanostih in tudi nek poskus malo generalizacija pa posplošitve, in v tem smislu je tako tudi veliko črpa iz kibernetike in malo razvija tudi neke ideje kibernetike naprej. Tako da to bi bili tako neki dve stvari, ki jih bom še malo omenjal, poleg nekih raznih avtorjev, ki se bojo še pojavljali spletoma. Tle sem še par teh del navedel, na katere se bom glavno opiral. To je sprav, tle imate Wienerja, Human Use of Human Beings, pa God and Golem, pa od Ashbyja Introduction to Cybernetics, pa Design for a Brain, pa od Varele Principles of Biological Autonomy, pa Embodied Mind. To bi bili pač neki taki, če koga te teme zanimajo, toplo priporočam, ker okoli teh stvari, ki so taki neki comprehensive pregledi. Pa še tisti članek bi omenil, mislim, ful bo tako, na glavnih referenc bo tudi ta članek, ki ga je že Aleš dosti izpostavljal, tisti Behavior Purpose Teleology od Rosenblata, Wienerja in Bigelova. Tako da to je pač tako malo za nek kontekst.
Zdaj, preden se sploh spustim v neko tako bolj natančno definicijo, kaj sploh točno zdaj tle mišljeno smotri in kaj sploh s mehanizmom ali pa mehanizacijo še, nekaj tako mogoče širšega, bolj tako filozofskega ali pa takega splošnega konteksta. Zdaj, ta mehanizacija smotrov lahko razumemo kot nek projekt, mislim, kot nek del nekega širšega projekta ali pa nekih sanj človeštva, ki so veliko starejše od same kibernetike, ali pa tudi konec koncev tudi veliko starejše od same moderne znanosti. Gre za neko pač stremenje po tem, da bi človeka lahko obravnavali kot kjerkoli, recimo nek tehničen artefakt, v smislu, da ga lahko manipuliramo, mogoče tudi izgradimo iz nule, nadgradimo in tako naprej, ne, kot bi lahko to delali z nekimi človeškimi produkti. In recimo ena od teh najbolj mogoče zgodnih takih zgodb izvira iz judovske folklore. To menjam zato, ker se Wiener na to referira, ampak je pa ta zanimiva neka zgodba Golema, verjetno ste slišali že za to, ker je pač neki judovski folklori naj bi pač neki rabini poskušali obuditi oziroma ustvarjati nekega novega človeka iz zemlje oziroma gline, tako kot je pač v bistvu tudi v Svetem pismu naj bi bil Adam pač ustvarjen iz zemlje, nekaj bi pač Bog izoblikoval iz te neke amorfne materije in pač je bila ta neka ideja, da lahko pač, če se bo pač nek rabin, če bo najdel neko to z nekim razumevanjem Božjega uma, Božje besede, čez neko pravo inkantinacijo bo lahko obudil pač nekega novega človeka iz gline in v bistvu pač posegel po neki božji moči. In pač zanimivo mi je to izpostaviti, zato ker Wiener nekje sam primerja vlogo kibernetike s tem čarovnikom, ki obudi Golema, ker vam da mogoče nek občutek za aroganco kibernetiko ali pa neko tako zaverovanost v svoj projekt. Po drugi strani se mi zdi pa tudi zato zanimivo, ker se Wiener recimo dosti poistoveti to z nekimi strahovi, ki so vključeni v te zgodbe o Golemu, recimo o tem, da pač v teh zgodbah se dostikrat, večinoma se mi zdi, da te zgodbe grejo tako, da ta čarovnik ustvari tega Golema kot nekega popolnega sužnja, da pač izvaja neke naloge, ki pač mu ta gospodar naslovi in potem se ta Golem postopoma zave da je neko avtonomno bitje, ima neke svoje smotre in to se ponavadi zelo slabo konča za tega kreatorja, ki ga dostikrat ubije ta Golem, pa tako nekako povzroča neke probleme. In pač v navezavi na to tudi Wiener potem izpostavlja ta neke strahove, ki pridejo skupaj z upanji tega projekta, no, da pač se tukaj za mehanizacijo smotra pač odpirajo te problemi. Kaj v bistvu si pravzaprav naredil, ko si ustvaril nek stroj z lastnimi smotri, ga lahko sploh še nadzoruješ, tako kot bi lahko kjerkoli tehnični artefakt. In mogoče nek aspekt tega strahu, ki ni toliko prisoten v tej Golem zgodbi, ampak je tudi nekaj pomembnega za Wienerja in druge kibernetike. Kaj če to logiko obrnemo sami nase, v smislu pač, če imamo neko mehanicistično razumevanje smotrnosti in kako je ta implementirana v naših lastnih telesih, v naši fiziologiji, ne, kaj to pomeni za neko manipulacijo in nadzor nad človekom, ne, da se tukaj odpirajo neke popolnoma distopični scenariji oziroma ali nekaj takega sploh možno, ne, brez da bi eliminirali to, kar smo poskušali poustvarjati, ne, pač to avtonomijo človeka. To sem to omenjam, no, da pač dam nek feeling za to, da so ta vprašanja del pač kibernetičnega diskurza skupaj z njihovimi bolj tehničnimi pa znanstvenimi idejami. In ne vem, se mi zdi, da so ravno to aktualna ta vprašanja, kot so še vedno tako relevantne tudi njihove bolj tehnične ideje. Zato bi se meni zdelo tudi smiselno imeti danes seminar o kibernetiki, recimo. Mislim, to bi bil en razlog. S tem Golemom sem hotel še eno drugo poanto narediti. In sicer v primerjavi mogoče s bolj neko moderno verzijo tega mita oziroma tega projekta, ta neka pač ideja človeka kot stroja, da se ta človeka ustvarjati in manipulirati kot neke vrste stroj. Nekaj, kar izvira pač recimo
več ali manj iz teh naravoslovno-znanstvenih revolucij 17. stoletja, ne, pač z Galilejem, Newtonom in potem z nekimi mehanicističnimi ontologijami tipa Descartes in še bolj izrazito pri kakšnemu Hobbesu, recimo. Sprav je ta, ne, v ta kontekst bi lahko rekel, da se pa res bolj specifično umešča kibernetika. Hkrati pa bi vzpostavil to, da na nek način se za ta moderna, za to naravosloven, mislim, ko bi rekel, projekt moderne znanosti, mehanizacije človeka, zdi ta mehanizacija oziroma ta nek nadzor nad človekom še nekoliko bolj nezamisljiv kot za nekatere religiozne mite. Vsaj za znanost od, ne vem, 17. stoletja do recimo 20. za to okvir recimo nekega klasičnega mehanicizma. Zato, ker se je v tem času zdelo, da v bistvu neki specifično človeški atributi, kot so recimo zaznava, samozavedanje, volja, smotrnost, konceptualno, lingvistično mišljenje in tako naprej. Vse te zadeve so se zdele zelo težko tako umestljive v nek okvir, pojmovni okvir, s katerim se je pojasnjevalo fizične pojave, pač prek, mislim, z nekim, recimo, z neko newtonovsko mehaniko. Tako da v bistvu, ne, pač, mislim, te sanje nekega človeka kot stroja so se začele že zelo zgodaj, ampak hkrati so bile pa v bistvu precej daleč od realizacije, ne, pač zdelo se je v bistvu zelo tako nezamisljivo, kaj bi sploh pomenila neka mehanizacija smotrov v nekem standardnem newtonovskem okvirju. Tako da v tem smislu to bi bila tudi neka pač glavna, mislim, nek doprinos kibernetike je, da pač razvijajo neke nove pristope oziroma malo dogradijo ali pa razvijajo sam okvir mehanicizma do te mere, da so pripravljeni reči, ja, zdaj pa lahko končno pač pojmujemo recimo tudi in razložimo neke recimo pojave, kot so mišljenje, smotrnost in tako naprej. Seveda dve glavni taki stvari bi bili pač konceptualno mišljenje, kar se pač navezuje na seveda na računalnike in logične stroje in tako naprej. O tem ne bom toliko jaz govoril. Druga pač taka večja tema, ne, mehanizacija je bila pa pač smotri, kar bo tukaj bolj predstavljeno. Mogoče najprej, kaj točno mislimo smotri, da ne bo kakšne tako prevelike dvomnosti v zvezi s tem pojmom. Ker ta pojem se tudi lahko malo, mislim, tudi v tako načinu, kako kibernetiki o tem pišejo, niso jih najbolj precizni, bi jaz rekel, pri uporabi tega izraza. Včasih rečejo temu teologija, včasih malo naredijo neko distinkcijo med tem dvojem. Pa tudi, ko govorijo teologija, jaz bi rekel, mislim, da je fair reči, da niso lih tako neki Aristotel scholarji, ki bi to črpali mislim, da bi točno to mislili, kar je recimo Aristotel mislil s tem, ampak pač dajo nek svoj pomen temu. Tako da v glavnem jaz bom probal tako dati neko definicijo, kako približen fair do neke brod spektra tekstov v kibernetiki. In to se mi zdi, da ko govorijo o smotrih, v bistvu mislijo prvo neko ciljno usmerjeno vedenje, se pravi pač nek sistem, ki ima, mislim, ali pa nek pojav, ki ima nek svoj smotr, pomeni, da je pač zmožen nekega ciljno usmerjenega vedenja, da je zmožen nekako nadzorovati nek aspekt svojega okolja in se približevati nekemu cilju. Drugi aspekt bi bil pa vrednotenje, se pravi to, da mislim, da ima ta pojav neko recimo zmožnost vrednotenja ali pa neko perspektivo vrednotenja, kar pomeni tudi, ne, da pač je ta cilj, mislim, da postavi ta cilj na nek način, v smislu, da zna ovrednotiti, kaj je neko odstopanje od želenega cilja in prilagoditi svoje vedenje glede na to odstopanje. V tem smislu neko vrednotenje je ključno. Sprav to bi bilo smotrno vedenje, ne, pač nek ciljno usmerjeno vedenje, ki zna samo ovrednotiti odstopanja od tega cilja, recimo. In zakaj bi bilo zdaj to problematično v kontekstu nekega klasičnega mehanicizma, ne? Kaj je v bistvu ta problem, na katerega kibernetika ponuja rešitev? Zato, da bi to malo razložil, sem tle dal eno shemo, ki sem jo sicer vzel iz enega avtorja, ki pripada tej šoli novega mehanicizma.
Ampak to je ta neka schema, s katero on poskuša tako malo na najbolj abstraktni ravni tako razložiti, kaj bili neki osnovni principi mehanicistične razlage. In se mi zdi, da se bo to schemo dal tudi razložiti, kaj bile pol neke doprinosi kibernetike. Tako da pač mehanicistična razlaga bi bila v osnovi to, da pač probamo razložiti nek pojav, ga najprej tako nekako opredelimo kot neko enoto, ne, in ga razločimo od drugih pojavov. Spravo pač imamo nek pojav, to bi bil to, ne, in potem opredelimo še, kako se ta pojav v razmeri odziva na neke vplive okolja, spravo nek input, kot temu dostakrat rečejo, to je bila ta puščica not in potem opredelimo še, na kakšen način ta pojav povratno vpliva nazaj na okolje, tako ali pa drugače, ker bi bil nek output, ta puščica. In potem, da v bistvu mehanistična razlaga bi bila v bistvu kot neka, pač jo zanima, kako se spreminjajo te inputi v outpute skozi čas. Kaj bi bila neka pravila transformacije med inputi in outputi. Ne? Pač neka dinamika pojava, kako se pojav spreminja in kako vpliva skozi čas na svojo okolico. In da bi to razložil, potem je treba še pač razgraditi ta pojav na neke sestavne dele. Pač to je tudi en bistvenih momentov mehanicizma, da pač potem obravnavaš nek pojav kot neko celoto, ki je sestavljena iz nekih delov, se pravi, to bi bilo to, ne? To bi bil pač ta mehanizem v bistvu. Da bom dal nek primer, mogoče malo bolj tako plastično. Recimo, da si predstavljate, da je ta pojav neka žival in pač nas zanima, kako se ta žival kako percipira svojo okolico in nekaj počne, neke motorične reakcije na to okolico. Se pravi, recimo, da potem razčlenimo to na neke relevantne gradnike te živali. Rečemo, recimo, da ta input bi šel v neke čutne receptorje in potem grejo vplivi to sem pozabil reči. No, v glavnem pač preden to razložim, no, samo to, da bo res jasen kontekst, ne, pač te puščice, ne, potem moramo opredeliti tudi, kako te posamezni gradniki vplivajo na en drugega, ne. Se pravi, vsako puščico lahko rečemo, kot da je spet nek input v ta gradnik in ta gradnik ima spet nek output v nek drug gradnik. Se pravi, pač razčlenimo tako, ne, in potem, ko imamo to, lahko rečemo, recimo, to so neki čutni receptorji, potem gre to v nek živčni sistem, kjer pač se te informacije nekako kako bi rekel, pride do neke recimo manipulacije ali procesiranja teh informacij in potem na koncu to gre v nek motoričen efektor in to povzroči neko spremembo na okolje. In potem, če pač smo pravilno opredelili te pač gradnike in način, kako ti gradniki interaktirajo, bomo imeli naj bi pričakovali, da bomo imeli neko popolnoma precizno opredelitev tega, kako ta pač fenomen kot celota deluje. Ne. Pač te transformacije med inputi in outputi tega sistema bomo lahko točno napovedali in poznali. Seveda, mislim, tako vsaj, to bi bil vsaj ideal, ne, pač pa za neko žival, seveda to vprašljivo. Ampak, ja, v glavnem, mogoče še to, no, da te zadeve bi se dal, oziroma se jih pravilnoma pol tudi formalizira v neki algebrajski obliki, tako v smislu, ne, da pač te puščice, recimo, mislim, prvo, da povem, no, te gradnike, recimo, pač se ponovadi pol formalizira kot z nekimi variablami, ki pač bojo predstavljali neka stanja teh gradnikov, recimo pozicijo v prostoru, maso, naboj, karkoli, ne, nekega gradnika in potem te puščice pa se potem formalizira z nekimi funkcijami, ki povezujejo te puščice, matematičnimi funkcijami ali pa enačbami. Se pravi, rečemo, te enačbe pa pač povejo, kako te različne variable korelirajo med sabo skozi čas. Ne. Se pravi, rečemo, ta puščica pomeni če je tole x, pa če tole, recimo, da je to a, pa to b, ne, in potem rečemo, ta funkcija, ta puščica je v resnici a je enako neka konstanta b, neki. Kar nam v bistvu pove, kako je b odvisen od a-ja. Samo to, da imate majčkeno predstave, ker to bi bila pol, mislim, na tak način bi se potem recimo v fiziki o tem razmišljali.
najbolj osnovni ravni. In pač tudi kibernetiki se bojo, mislim, če boste brali kaj kibernetike, je zelo veliko matematike in bolj nekaj algebre in tako naprej. Tako da, jaz sem se pa odločil, no, da bom v teh stvarih pač ostal nekako na ravni bolj nekih grafičnih prikazov. Se mi zdi, da v bistvu ne rabimo algebre za neke najbolj osnovne intuicije. Tako da ja, se pravi, kaj je pol, se pravi, da se vrnem k temu vprašanju, zakaj bi bil zdaj to problem sploh za neko mehanizacijo smotrov, ne? Pač problem je, da si je tle v tem kontekstu zelo težko predstavljati, kaj bi nek smotr bil, ne? Mislim, kako bi zdaj tak pojav sam nekako usmerjal in vrednotil svoje odzive, svoje delovanje, pač, mislim, svoje outpute, bi lahko rekel. Pač vse, kar ta pojav dela, je to, da se pač odziva na neke inpute iz okolja in če že neki pač usmerja ta pojav, je to kvečem ta input, ne, pač nek drug sistem. Ampak če bomo na ta način probali razumeti vse pojave v naravi, potem bomo pač potem v bistvu nič ne usmerja ničesar, ne, pač v bistvu bomo spraznili celo naravo kakršnihkoli smotrov. In v tej situaciji nekako so se znajdeli pač razni, mislim, to je bil nek zaključek, ki je dostakrat prišel tako na plano tekom klasičnega mehanicizma. In v ta kontekst vstopijo kibernetiki, ki predlagajo neko svojo rešitev oziroma to, kaj bi zdaj to pomenilo. Kibernetiki predlagajo neko to specifično odgovor, kaj bi točno sploh pomenili si predstavljati v tem kontekstu smotr in vrednotenje. Pač to bi pomenilo, da ta pojav na nek način korigira svoj output glede na neko lastno pričakovanje ali pa želeno vrednost tega outputa. Tako da popravlja deviacije vrednosti tega outputa glede na neko želeno vrednost. In to pomeni, da se na nek način spreminja njegov način delovanja, glede na to, kakšen je njegov output. In to v bistvu lahko dosežemo zelo preprosto, samo rabimo povezati ta output z inputom, narediti output tega sistema še en input. In to je v bistvu koncept povratne zanke. To pomeni, da samo pač ta senzorni aspekt, recimo, tega sistema mora pač opazovati to, kaj se dogaja z outputom. In potem, če pač hočemo, da ta povratna zanka nekaj dejansko regulira, pač moramo imeti še morajo biti te pač gradniki tega sistema tako urejeni, da bo neka deviacija outputa od neke fiksne vrednosti, da bo izravnana, recimo, da bo pač naslednji odziv popravil to deviacijo. Kar sicer ne bom zdaj šel v tehnikalije, kako točno si to zamisliti, ampak ja, pač lahko si zamislimo vrsto nekih matematičnih formalizacij in nekih konkretnih mehanizmov, ki točno to delajo, ne, kjer pač lahko povežeš output z inputom in dejansko bo pač se output približeval nekemu neki fiksni vrednosti. Ja, tako da boste imeli neko intuicijo, malo bolj za to, kaj v bistvu zdaj, mislim, kako si predstavljate povratne zanke v raznih primerih, bom tako dal nekaj, opisal par primerov. Prvo, kar bi rekel, je, da v bistvu sami tako mehanizmi, ki implementirajo povratne zanke ali pa tako imenovani servomehanizmi, pač to niso kibernetiki izumili tako iz nule. Pač določeni taki stroji so že obstajali in oni v bistvu so bolj kot ne samo pač malo, kako bi rekel, reflektiralo v teh strojih in nekako, njihov pravi doprinos je bil kvečem neka matematična formalizacija, neka generalizacija, kako se lahko razmišlja o teh strojih in pa tudi, kar po mojem ni nič manj pomembno, to, da so se zavedali res te prave moči in daljnosežnosti tega koncepta, ki prej ni bil tako
Ne? Mislim, to, da lahko to logiko prenesemo recimo na človeka in živa bitja, pač to je recimo kibernetski doprinos. Zdaj nek konkreten primer, recimo, ki je obstajal pred kibernetiki, je ta Vatov governor, ne vem, kako se v slovenščini temu reče. Recimo, to je bila neka stvar, ki je regulirala hitrost lokomotiv in potem tudi drugih nekih vozil. Tako bo, da si boste malo predstavljali, bom mogoče malo konkretno razložiti. Se pravi, ta zadeva ima recimo to komponento, ne, ki se vrti okrog svoje osi in sicer je povezana z motorjem, tako da pač njeno vrtenje nekako premo sorazmerno korelira z vrtenjem pač motorja. In potem, ko pač bolj hitro, ko se vrti, bolj boste šli tako narazen zaradi centrifugalne sile te dve ročki in to bo spustil tale vzvod. Ta vzvod bo potegnil, zategnil tale ventil. Ta ventil pa spušča v bistvu paro skozi motor v stroj, ki poganja stroj. In to pomeni, da hitreje, ko se bo pač ta lokomotiva premikala, bolj bo ta zadeva zategnila ventil, manj bo šlo pare čez motor, bolj se bo ustavil, mislim, bolj bo izgubil hitrosti. To pomeni, da ta stvar pač v bistvu regulira pač to lokomotivo na točno določeni hitrosti. Ne? Ali pa tudi, če se bo ustavila, bo ta zadeva odprla ventil in bo lokomotiva spet šla hitreje. Sprav, neka taka ideja. Ne? Mislim, tudi lepo, fino bi bilo, če bi bila tle še motor narisan in potem še to pač pokazan, saj skematično, ko je to priključeno na to, ker potem imeli res tak lep tudi grafičen prikaz krožnosti tega, mislim, te krožnosti inputa in outputa. Še ena stvar, ki sem jo hotel na tem konkretnem primeru zdaj izpostaviti, je razlika med pozitivno pa negativno povratno zanko. To je ena taka pomembna distinkcija, ki jo kibernetiki vpeljajo. In sicer pač negativna povratna zanka je bila tista, ki dejansko regulira nek output v neki želeni vrednosti ali pa v nekem zamejenem okviru. In ta pač specifično ne regulira pač to hitrost lokomotive. To bi bilo pač v neki razliki za pozitivno povratno zanko, ki pa dela na nek način njih nasprotno. Ne? Ravno tako je povezan input z outputom, ampak to se potem, pač to ima potem čisto drugačen efekt, ki v bistvu rekel, vedno bolj drastično se bo ta output spreminjal od pač izhodiščnega stanja dlje časa, kot bo ta pozitivna povratna zanka delovala. Pač konkreten primer tega, ki je vsem znan, verjetno je ta microphone feedback, kjer pač feedback dejansko izvira iz tega kibernetične dikcije, ne? In pač to je v bistvu pač pride do tega, da če imaš ti nek mikrofon povezan z ojačevalcem, pač približaš mikrofon temu zvočniku in če bo mikrofon pobral nek signal, kjerkoli zvok, ga bo poslal čez ojačevalec, malo ojačil, predvajal nazaj in potem bo pobral mikrofon ta glasnejši zvok, ga še enkrat ojačil in potem pač na koncu prideš do tega hreščanja na maksimalni glasnosti in seveda potem se pozitivna povratna zanka ustavi zaradi nekih omejitev tega sistema, ampak če bi imel nek neskončno dober zvočnik, potem bi šlo to tudi v neskončnost. Hočem reči, da ni v principu nobene meje, kdaj pač ta stvar se nima nobenega endpointa, nobenega goal state, bi lahko rekel, ne tendira nikamor. In zato je ta pozitivna povratna zanka tudi nekako manj zanimiva za kibernetike ali pa vsaj zanimiva za to mehanizacijo smotrov, ne, ker to je v bistvu bilo neko nasprotje smotrnega vedenja za kibernetike. Ne? Kibernetiki se zanimajo res predvsem za negativno povratno zanko, ki je po njihovem ravno tisto, kar nam omogoča, da se približamo nekemu cilju ali pa da nadzorujemo nek pojav, tako da ga ohranjamo v neki želeni vrednosti. Mogoče na hitro še tako en korak malo više, tako na neko višjo raven abstrakcije. Tukaj bi hotel vpeljati še en pojem, ki je zelo pomemben za kibernetike in sicer stabilnost in pa s tem povezan idejo faznega prostora oziroma state space ali pa phase space in atraktorja. Se pravi, kot sem rekel, pač te povratne zanke lahko
pač tako grafično prikažemo, lahko jih tudi čist algebrsko, tako da rečemo, da so te komponente neke spremenljivke in pa napišemo neke funkcije, ki odražajo pač sovisnost teh spremenljivk. In ko imamo te enačbe, ne, potem lahko te enačbe v bistvu tudi grafično prikažemo, tako kot kjerkoli grafa. Ne. To bi v bistvu pomenil narediti nek phase space nekega sistema. Ta fazni prostor pomeni, da imaš ti pač nek prostor, abstraktni, ne, kjer vsaka dimenzija ustreza enemu spektru oziroma celotnemu spektru možnih vrednosti neke spremenljivke. Se pravi, če imamo dve spremenljivki, imamo nek dvodimenzionalen prostor in pač horizontala ustreza eni spremenljivki in vertikala. In potem lahko pač v ta prostor za kjerkoli točka v tem prostoru bo predstavljala en točno določen stanje celotnega sistema, ne, kjer ima vsaka variabla neko specifično vrednost. In pač ta puščica bi predstavljala potem nek trajektorij, neko razvijanje v času tega sistema, ne, kjer je dolžina puščice v bistvu implicitno pomeni čas, pač, kako se ta stvar razvija skozi čas. Ne, in potem lahko malo analiziramo na tej ravni, pač, kaj se dogaja s takšnimi sistemi, ko imamo enkrat neke funkcije določene. Lahko pogledamo, recimo, če damo za nek poljuben no, še to, mogoče, da zdaj malo konkretno to navežem, recimo na neko povratno zanko, kot bi bila recimo ta Vatov governor, ne, si lahko pač predstavljamo zdaj, da je A recimo neka, da je to pač hitrost te lokomotive, B sprav pač ta output, pač B bi bil pa recimo neko stanje te lokomotive, recimo to, kako se visoko nahaja ta governor, mislim, kako se te le visoko nahajajo. In potem pač lahko sprobavamo, ne, pač lahko nastavimo eno stvar malo drugače ali pa drugo stvar, mislim, to stvar na neko poljubno višino ali pa pač damo lokomotivo v neko specifično hitrost in bomo videli, da vedno tendira k isti točno določeni vrednosti, kar bi v bistvu v tem prikazu pomenili, da za vse, pač, če to pač zapišemo z nekimi funkcijami in simuliramo, bomo videli, da pač vse ti trajektoriji pač se približujejo eni točno določeni točki. Te točki pa lahko rečemo atraktor in sistemom, ki imajo tak atraktor, lahko rečemo, da so stabilni. Sprav, stabilnost v bistvu pomeni to, da je ta sistem nekako tudi robusten oziroma da se nekako upira kjerkoli perturbacijam, če nekdo nek zunanji faktor pač spremeni kjerkoli variablo tega sistema, bo ta sistem naravno tendiral nazaj k tej specifični vrednosti, k temu svojemu cilju, bi lahko rekli. Se pravi, pač atraktor je pomemben tudi zato, ker je nekako, to je v bistvu ekvivalentno za kibernetike kot cilj. Ne. Sistemi, ki imajo atraktor, lahko rečemo, to je pač njihov cilj. To je malo poenostavljeno rečeno, ker je koncept atraktorja malo širši od koncepta povratnih zank. Tudi sistemi, ki nimajo nobenih povratnih zank, imajo lahko atraktorje, ampak to bom pustil zdaj ob strani. Če koga zanima, se lahko vrnemo k temu. To bi bil pač nek sistem, ki nima atraktorja, ne, pač za razliko od tega, pač ni nobene take točke. Lahko imamo atraktorje tudi ne samo kot točke, ampak kot neke cikle, recimo, ne, kjer pač zavedno ostane nek sistem v tem ciklu ali pa imamo več atraktorjev, pač tako lahko se pa v bistvu lahko igramo s tem, mislim, so lahko te stvari veliko bolj komplicirane, če hočemo. Ok, se pravi, zdaj, da se vrnem malo spet nazaj na nekaj bolj konkretno raven, pa predvsem zdaj bi rad majčkeno povedal nekaj o tem, kako si kibernetiki oziroma specifično Wiener pol zamišljajo neke analogije med stroji in človekom oziroma živimi bitji. Glede na to, da pač recimo zdaj sem govoril o nekih pač strojih, ki so
lahko drastično različni od človeka, recimo ta Vatov governor ali pa mikrofonski feedback. Ne, v kakšnem smislu lahko pol rečemo, da so to neke analogije človeku. Zanimivo mi je omeniti kot prvo, preden grem še neke specifične analogije, da je Wiener nekje, mislim, da v Gaden Golem poda neko refleksijo za nazaj o tem, kako je razmišljal, ko je delal v drugi svetovni vojni, med drugo svetovno vojno na teh samousmerjajočih se protiletalskih topovih, kjer je razlagal, ne, da pač takrat si imel pač pol neke, mislim, topovi, večinoma se dela s topovi, ki jih je mogel nek človek usmerjati, ne. In Wiener je razmišljal, okay, kaj pa če bi tega človeka obravnavali kot del orožja, ne, kot v smislu, če ga obravnavamo samo še kot en mehaničen del tega orožja, ki to funkcijo izvaja. Kaj pravzaprav ta človek počne, ali bi se dal to zadevo vključiti, oziroma mislim, namesto tega človeka pač narediti neko mehanično mehanizem, ki bo upravljal ekvivalentno funkcijo. In v tem primeru pač te funkcije sta bili sicer dve, ne, pač ta zadeva je računala trajektoriji aviona, zato ker je pač ti streljali, mislim, ko so streljali avione, so mogli zračunati, kje bo avion, ko bo ta izstrelek dejansko prišel do aviona. Niso mogli samo merati direkt tam, ker je pač so videli avion, ampak mečkan naprej, ker so pričakovali, da bo. Ne? To je bilo pač to je delal nek tak protoračunalnik oziroma nek prediktor, v kar se jaz ne bom spuščal, ne, spet to ni toliko tema tega predavanja. Je imel pa ta še nek bolj fundamentalen aspekt, neke povratne zanke, ki je pa pač omogočala tudi nek popravek od recimo, ko je pač ta top zgrešil, oziroma predvsem, ko je ta pilot začel, ko je videl, da nekdo strelja na njega, je začel izvajati neke manevre. Za izogibanje tega je lahko ta stroj, ta top sam od sebe prilagodil svoj način računanja, kje bo ta izstrelek pristal, glede na to, kakšne manevre ta pilot izvaja. V tem smislu je bil potem mislim, zato je bil ta Wienerjev top drastično bolj efektiven od kjerkoli normalnega topa oziroma od kjerkoli človeka. Kakorkoli, mislim, če pustimo v strani to, da tle ni šlo za čisto ekvivalenco, ampak zato, da je ta stroj v bistvu nekaj boljš naredil od človeka, ne, pač je šlo za to, ne, da pač Wiener se je potem zavedal, ne, pač naknadno, da okej, zdaj, če smo že mehanizirali ta aspekt človeka, če ga človeka ne rabimo več tukaj, a nismo potem s tem tudi razložili, kaj točno je ta človek počel, ko je bil tam, spravi. Zdaj imamo neke koncepte, ki jih lahko enostavno samo pač prenesemo nazaj na biologijo ali pa psihologijo in rečemo, ja, točno na ta način, kot sem jaz izdelal ta stroj, naj bi deloval tudi recimo nek živčni sistem ali pa neki analogni procesi se očitno morajo odvijati v človeku oziroma neki živali. In pa mislim, ta literatura od Wienerja in drugih je tako polna nekih takih zanimivih analogij, ne, kjer pač, mislim, je tako v bistvu včasih precej presunljiva, kakšne analogije, mislim, tako, določene analogije so še kar presunljive lahko, ne, recimo ta, dostikrat pač navaja recimo nekega, Wiener navaja ta samovodeni torpedo, ki pač, mislim, zdaj zelo enostaven mehanizem, kako pač pride do svoje tarče, samo pač nekako ima nek sonar, ki potem meri razlike v tem, koliko močen zvok sliši na levi in koliko na desni, in potem, če ga sliši na levi bolj, bo pač usmeril motor levo in to je to. In pač ful preprost mehanizem, ki pa v bistvu ful efektivno najde neko tarčo in potem se pač zgleda pa tako, kot neka riba, ki lovi svoj plen, ne, pač mislim, ima zelo podobno dinamiko kot kjerkoli vodni plenilec v tem smislu. In potem se pač tudi iz tega so ekstrapolirali, okej, potem pa verjetno se pač dogajajo neki podobni procesi, recimo v nekem morcem psu, ki pač zasleduje neko ribo, pač verjetno prihaja do nekih podobnih povratnih zank ali kakorkoli. In pač
Mislim, to je bil samo en primer, Wiener jih navaja polno. Pač tle bi izpostavil še en, ki se mi zdi zanimiv, je ta, da pač Wiener razmišlja tudi tako pojasniti neke človeške patologije z vidika tega, kaj opažamo, ko se nek tak stroj pokvari. Recimo on pač opaža, recimo, da se pri poškodbah cerebeluma, teh malih možganov, zgodi to, da ima človek ful težave pač z nekim usmerjanjem svojih gibov k nekemu cilju. Recimo, če bi hotel prijeti ta kozarec, bi majčkeno preveč se stegnil in potem bi probal malo nazaj in bi se čisto preveč nazaj in potem bi dobil neko tako oscilirajoče gibanje. In iz tega pač to je nekaj zelo podobnega, kot če imamo nek kontroler v neki povratni zanki, ki preveč temu overshoota, pač to korigacijo nekega odstopanja. Potem recimo, če bi ta pač torpedo preveč popravil smer, ko bi zaznal neko odstopanje, ne bi pač vedno bolj konvergiral k neki ravni liniji proti tarči, ampak bi začel vedno bolj vijugati, tukaj ne bi popolnoma zgrešil. In v tem smislu naj pač Wiener to opazil in rekel, ja, v bistvu pač imamo zdaj lahko neko, mislim, to očitno pač pomeni, da se v možganih nekaj takega dogaja. In kar mi je zanimivo, je, da je to še vedno nekako uveljavljeno stališče. Pač to je tako, mislim, najdeš v učbenikih, da ne bi pač zaradi teh opažanj se predvideva, da ne bi obstajale neke pač fine-tuning motoričnih funkcij v cerebelumu, ki poteka prek negativnih povratnih zank. Okay. Koliko sem jaz kaj s časom? 18:46. Detalj spustiti. Ne, to ni dobro. V glavnem, pač to bi bil zdaj recimo nek prikaz tazga Wienerjevskega pristopa k mehanizaciji smotrov, lahko bi rekel tudi nek pristop prvega kibernetike prvega reda. In to pač ni bilo neproblematično tudi za določene druge pač pripadnike, predvsem za pripadnike drugega reda, ki so naslovili neke pomembne kritike ali pa pač pokazali neke pomanjkljivosti tega pristopa. Tako da zdaj bi izpostavil tle Hansa Jonasa, ki je sicer nek filozof biologije, ki ni imel kaj dosti kontakta s kibernetiki, samo v tistem času je napisal neko kritiko Wienerja in njegove mehanizacije smotrov. In ne vem, zdi se mi, da je verjetno res čisto slučajno ta kritika res zelo tako ustrezala oziroma se ujemala z načini, kako je drugi red kibernetike spremenil usmeritev, mislim, neko linijo razmišljanja o tem. In sicer pač Jonas ima nek tak zanimiv protiargument, ki pač o tem, kaj po njegovem manjka pri Wienerju in temu pristopu. In da nek tak miselni eksperiment ali pa nek hipotetični primer, predstavljamo si nekega kamikaze pilota, ki bi lahko nekako ustrezal recimo nekemu, deloval podobno kot recimo ta torpedo. Samo da ta pilot, pač imamo zdaj zdaj pa pač vzamemo naredimo to obraten korak, pač damo nek človeški element nazaj not, pa pogledamo, kakšne bi bile tle analogije. In zdaj pač Jonas reče, ok, vprašajmo tega pilota, zakaj to počne, zakaj usmerja pač ta avion proti neki sovražni tarči. Pač Jonas hoče reči, bilo bi absurdno, da bi ta pilot rekel, ja, zato ker sem zaznal neko odstopanje od tega čutnega stimulusa in pač izravnal, prilagodil neko ročko, da bo pač ta bližje središču tega, kar vidim. Pač to bi bil mogoče del odgovora, ampak v osnovi bi bil njegov odgovor verjetno nekaj tako, zato ker pač, ne vem, patriotizma, nacionalizma ali pa neke želje po slavi ali kakorkoli. Pač obstaja nek globlji razlog, zakaj pač ta pilot to dela, in ta globlji razlog je sploh pač postavil neko specifično regulacijo ali pa nek feedback loop in place, da je lahko to, da je pač ta pilot usmerjal pač
svoje letalo proti tarči, je bila njegova odločitev lahko pač bi čisto drugače funkcioniral pod nekimi drugimi pogoji, če bi imel nek drug primarni smoter, ki bi usmeril njegovo delovanje. Sprav, kar hoče Jonas reči, je, da pač tle manjka v osnovi, če hočemo delati neke pač analogije s človekom ali pa živalmi, manjka predvsem neko zmožnost postavljanja smotrov ali pa prilagajanja smotrov, ne, pač tega, da pač nismo vedno rigidno prikovani na tako izravnavanje ene konstante. In še nek drug aspekt Jonasove kritike oziroma njegov odgovor, kaj je tisto, kar v bistvu tle manjka, zakaj bi bilo ta nek bolj temeljen aspekt človeka in živali, ki jim omogoča to prilagajanje smotrov, je pa recimo neka njihova neka ta bistvena življenjska funkcija samo ohranjanja, samo regulacije. To, da so pač v osnovi živa bitja zainteresirana za svoj lasten obstoj in da je to vedno nek primaren smisel oziroma cilj, ki potem usmerja te bolj sekundarne cilje interakcije z okoljem. Zdaj, lahko bi mogoče zastrigali z ušesi pa rekli, ja, ampak kako se to povezuje s tem, a ne gre to v nasprotju s tem primerom tega samomorilca, ki pač lih ne ohranja zelo dobro svojega preživetja. In jaz bi rekel, da ja, da tudi jaz nisem opazil, da bi Jonas zares komentiral na to, ampak jaz mislim, da je to dejansko problem za Jonasa in kogarkoli, ki bi preveč vztrajal pri tem, da je tako najbolj primaren cilj živali, da ohranjajo svoje lastno same sebe v obstoju, ampak kogarkoli. Pač to dvoje je dejansko potem pač usmerjalo, se mi zdi, razvoj kibernetike drugega reda prek Ashbyja, te dve poanti. Se pravi, ena, Wiener ni dovolj ni pojasnil tega, kako pride do nekega spreminjanja smotrov ali pa učenja novih smotrov, in drugo, ni upošteval neke tako bistvene karakteristike živih bitij, to, da regulirajo sami sebe. Če začnemo s to samoregulacijo, ta je pač v bistvu je ni težko umestiti v nek kibernetski, tako, mislim, to, kar smo prej govorili, ne, to bi bilo lahko pojmovano v bistvu, oziroma kibernetiki so to pojmovali kot samo še eno povratno zanko. Pač ta koncept homeostaze sicer izhaja iz, mislim, je pač opredelil Walter Cannon, ki je tako malo pred tem, pač, mislim, malo bolj zgoden nek tak biolog, fiziolog. Mimogrede, to je zanimivo, ne, da ta Rosenblut je dejansko bil učenec tega Cannona, kar je neka direktna navezava. Pač je logično, da so precej poznali pač te diskusije o homeostazi. Mogoče, ja, tako, sej verjetno vsi poznate ta koncept, tako približno, ne, ampak ja, pač gre za idejo, ne, da pač imamo da živa bitja ohranjajo neke konstante, ki jih potrebujejo za preživetje, kot bi bile recimo telesna temperatura, raven sladkorja ali pa kisika krvi in tako naprej. In pač ta ideja se tako rekoč sama ponuja za to, da jo interpretiramo z nekimi koncepti povratnih zank. Pač lahko si predstavljamo, da imamo, mislim, to je pač mimogrede, to je nek učbeniški prikaz današnji pač homeostaze, kar odraža to, da so se te kibernetsko razumevanje homeostaze precej prijelo. Ampak kakorkoli, pač spravo imamo spet neko variablo, ne, pač recimo, da je to nek krvni sladkor in potem imamo nek receptor in nek kontrolni center, ki zmeri raven sladkorja, če odstopa od pričakovane vrednosti, pač nek proces fiziološki vklopi, ki bo to izravnal. Zdaj, razlika med to povratno zanko in tistimi, o katerimi smo prej govorili, je samo ta, da pač tukaj v bistvu ta sistem regulira svoje lastno stanje. Gre za tako imenovano samoregulacijo, ne. Ali pa bolj natančno bi lahko rekli, tle je pač neka izravnava pač neke variable, ki so, kako bi rekel, te variable niso samo odvisne od tega pač
kontrolnega mehanizma, ampak je tudi ta kontrolni mehanizem na nek način odvisen od tega, da so te variable v nekih želenih okvirih. Ne? Ta homeostatski sistem ne bi mogel obstajati, če ne bi vzdrževal teh variabel v nekih okvirih. Sprav imamo še neko dodatno krožnost, ne samo krožnost med inputom in outputom, ampak tudi neko krožnost recimo tega medsebojnega pogojevanja, ohranjanja v obstoju tega samega sistema. In zdaj ta drugi aspekt, ne, mislim, to, kako je to povezano z postavljanjem novih ciljev in učenjem, pa verjetno ni toliko samo po sebi razvidno. In to je ena tako ključnih in najbolj odmevnih idej Ashbyja. Ashby predlaga to idejo ultrastabilnosti, s čimer poveže v bistvu to neko homeostatsko povratno zanko in recimo to klasično Wienerjevsko povratno zanko in pravi v bistvu, vsak organizem nekako vključuje oboje. Zdaj, če gremo to je bila shema tega ultrastabilnega sistema, ta črtka načrta znotraj tega to je organizem. Ne? Zdaj, organizem sestoji iz nekih 3 ključnih komponent, ta B, to bi bile neke bistvena telesna stanja, sprav vsa ta stanja homeostatska, ki jih rabi organizem za preživetje, plus kjerikoli tudi neki notranji homeostatski mehanizmi. Potem imamo senzomotoričen sistem, ki je lahko bi rekli nek ta klasičen Wienerjevski sistem, vključuje neke senzorne receptorje, neke motorične efektorje in nek kontroler, ki nadzoruje neke konstante okolja. In potem ta 2 sistema sta povezana pred temu bi jaz rekel telesno-regulacijski mehanizem. Zdaj, Ashbyjeva poanta je to, da organizmi v bistvu ohranjajo svoje lastne konstante tudi posredno preko delovanja na okolje, kar v bistvu je logično, ker okolje lahko poškoduje recimo organizem, pri čemer je najboljša oblika regulacije tega to, da se organizem fizično izogiba tej nevarnosti. Ali pa organizem mora pridobiti neka hranila iz okolja, zato da lahko ohranja neke svoje lastne konstante. In kako to organizem počne, to je v bistvu Ashbyjev odgovor, da v resnici rabimo samo še tako povezati to dvoje v eno povratno zanko, kjer rečemo, imamo nek telesno-regulacijski mehanizem, ki meri in kontrolira te homeostatske variable, in ko te variable grejo ven iz nekih želenih vrednosti, bo ta mehanizem nekako naključno modificiral, malo tvikal ta senzomotoričen sistem, tako da bo ta deloval z nekim novim ciljem na okolje. In to je nek na ta način Ashby hkrati pojasni, kako je možno recimo v principu zamisliti nekako mehanično tako obliko učenja ali pa postavljanja novih ciljev ali pa učenja novih ciljev. In po drugi strani se mi zdi, da je zelo tako pomemben v tem smislu, da pojasni, zakaj bi bila ta samoregulacija nek ključen pogoj za take vrste inteligenco. Da je to neke vrste inteligenca, ki je Wiener sploh ni mogel upoštevati, zato ker se ni zavedal mogoče tega pomembnosti samoregulacije za živa bitja ali pa neke inteligentne sisteme. No, to bi bile neke poante, ki so ratale, ki so bile mogoče najbolj vplivne pri Ashbyju, vsaj v kognitivni znanosti. To bi bile tudi neke poante, ki so nekako sprožile ta premik v kibernetiko drugega reda. Se tukaj nekaj smo se že pogovarjali o tej distinkciji na prejšnjih seminarjih, kaj bi bila recimo neka kibernetika prvega reda, bi bila ta, ki bolj tako razmišlja na nek inženirski način o nekih sistemih, ki nadzorujejo neko svoje okolje, ali pa tudi tako, da je ta inženir lahko prisoten tam in podreja ta sistem nekim svojim ciljem. Medtem kot kibernetika drugega reda se potem bolj nekako tako osredotoči na neke sisteme, ki sami regulirajo svoje cilje, ki mogoče niso sploh nadzorljivi, tako kot so recimo neki bolj stroji v ožjem smislu, in v glavnem, ki imajo neko avtonomijo. In neko avtonomijo v tem smislu, da ne rabijo zares nobenega eksternega regulatorja ali pa
nekega mehanika. In Ashby je zihar ful pomemben v tem, da sproži ta premik proti pač temu zanimanju za neko samoregulacijo, samo vzpostavljanje in tako naprej, neko avtonomijo živih bitij. Po drugi strani pa bi jaz zagovarjal, da vse njega gre razumeti bolj kot neko vmesno figuro. V enih aspektih vsem zelo postaja zavezan tako neki kibernetiki prvega reda. V enem smislu že zato, ker v resnici ni nič drugega naredil, kot sem dodal neko dodatno povratno zanko, če smo čist honest, ne, pač ni. Ta dodatna povratna zanka je sicer specifična v tem smislu, da gre za samoregulacijo, ampak še vedno je pa nekaj, kar lahko pač implementiramo v nekih strojih, ki niso niti malo podobni človeku, ali pa so lahko zelo preprosti in zelo aroganski, ne, kot Ashby sam demonstrira s tem homeostatom. Ne. In ta homeostat je bil mimogrede tudi nek tak, za nekatere avtorje skoraj tak redukcijo ad absurdum tega, da bi lahko delali neko analogijo med ultrastabilnostjo pri homeostatu in človekom ali pa živimi bitji. In po drugi strani tudi zato, ker pač Ashby res globoko verjame, da vsem lahko ti recimo pač, da lahko ti razgradiš ta sistem na neke gradnike in kjer je pač recimo celotna ta samoregulacija na način implicitno, v resnici izvaja en sam sistem, ta telesno-regulacijski. To pomeni, da ti lahko tudi pač kot nek od zunaj lahko izvedeš nek preprost poseg, pač malo spremeniš ta regulacijski sistem in bo kar naenkrat ta organizem vrednotil svet čist drugače, pač tudi samega sebe čist drugače. Namesto da bi počel stvari, ki so recimo dobre za njegovo preživetje, bo začel sistematično vrednotiti kot dobro nekaj, kar je v resnici slabo za njegovo preživetje. In to je pač nekaj, recimo, kar so določeni zagovorniki kibernetike drugega reda sprejeli kot nekaj nedopustnega, oziroma da se jim je zdelo, da to sam nakazuje na dejstvo, da Ashby ni zares uspel konceptualizirati, kaj je specifično za živa bitja. Za živa bitja so pač te zagovorniki drugega reda zagovarjali, da ne najdemo čisto empirično nič takega, kot bi bil nek centralen kontrolor, ki bi določal neke fundamentalne smotre tega organizma. In tudi v principu so eni zagovarjali, to je še vedno nek argument, ki se pojavlja v aktivizmu, recimo, da ti pač v principu ne moreš kar tako naučiti nek organizem, da bo kot dobro vrednotil nekaj, kar je v resnici slabo za njegovo preživetje. Čeprav ta argument se meni zdi, meni osebno se meni zdi malo slab, zato ker kaj bi bilo pa drugega, recimo neka odvisnost ali pa samodestruktivnost, recimo ta kamikaze pilot. Se mi zdi, da mogoče ta argument ni najbolj močen, da pač ne more organizem nujno pač vrednotiti nečesa kot dobro ali prijetno, kar je v bistvu, kar ga vodi v pogubo. Ampak pustimo zdaj to, pač to hočem prikazati neko splošno tako polemiko med prvim in drugim redom kibernetike, ki se je javila okrog tega vprašanja smotrov. In v tem smislu pač je ta kibernetika drugega reda zelo tako nekako bolj dopušča in hkrati spoštuje neko, mislim čisto tudi neko avtonomijo organizma, v tem, da pač ne moremo kar tako manipulirati ne moremo z nekim tako čisto inženirskim pristopom manipulirati smotrov organizma. Smoter organizma, če že je na nek način fizikalno implementiran, mora biti tako, da ne moreš zares spremeniti teh smotrov, ne da bi pač uničil sam organizem. In pač kakršenkoli poskus mehaničen ali pa tak medicinski tega, da bi ti manipuliral s temi smotri, bo vodilo kvečem v neko zelo slabe konsekvence. Ne boš zares mogel tako na tak način mehanično tvikati organizma, kot bi lahko nek stroj. To je bila recimo neka ideja, ki je bila tudi zelo tako nekako vodila v nek bolj tak, nek specifičen, tudi praktičen etos obravnavanja človeka in živali. In to sem hotel prikazati v kontrastu z Ashbyjem, se mi zdelo zanimivo, koliko daleč je on od tega etosa, recimo
kibernetike drugega reda. Mimo grede, to nisem omenil, Ashby je bil v osnovi psihiater in se pač tudi ukvarjal celo življenje tudi s tem. Bil je pionir recimo takih brutalnih metod zdravljenja, kot so lobotomija, elektrošok terapija, zdravljenje z LSD-ami in take zadeve. In pa imam tle en dober super citat iz Pickeringa, ki najde neke njegove beležke in jih navaja, Ashby je beležke in pravi, Ashby je ponoval svoj pristop k terapiji, blitz therapy. To reče, treating a patient is an imposition of the therapist's will on the patient. It is therefore a form of war. The basic principles of war are therefore applicable. Various practical morals follow from this, including not waiting to understand the patient's pathology, but hitting hard and seeing what happens. And as a concrete suggestion, uses techniques in combination, like LSD, hypnosis, elektrošok terapija. Tako da si lahko predstavljate, imel ta spark prvega reda kibernetike v Ashbyju. Oziroma pelje to še veliko dlje, kot bi hotel kakšen Wiener, se mi zdi, da je bil bolj taka, v resnici tako čisto karakterno, bolj bliže drugemu redu, kot pa Ashby. In kogarkoli, pač tudi ta pač te neke in teoretske tako nezadostnosti, ki sem jih prej pač mislim, tako neke teoretske kritike drugega reda, kot tudi neke te pač problemi z nekimi temi praktičnimi, kako bi rekel, nekim praktičnim edosom do živih biti, je drugi red kibernetike poskušal nasloviti tako na tak precej radikalen način. Pač v bistvu so pač ta neka ključna ideja drugega reda kibernetike je bila ta, da v bistvu Ashby vsi tako neki problemi, ki prihajajo po njihovem, do katerih pride po njihovem pri Ashbyju, nekako izhajajo iz tega, da ostane še preveč zavezan neki klasični ideji mehanike. Da pač tudi te povratne zanke mogoče še niso dovolj radikalen prelom z klasičnim mehanizmom. In tukaj se bom zdaj pač oprl na Varelo. Jaz sem zdaj že kar nekaj... 10-15. Ok. Bi pa omenil tleno, da pač tudi recimo kakšna teorija kompleksnosti, še posebej recimo Stuart Kauffman gre zelo v podobni smeri kot Varela, ali pa ta New Mechanism ima neke zelo podobne ideje. Tako da hočem reči, da tukaj od drugega reda kibernetike do recimo danes se taki argumenti pojavljajo in razvijajo. Kogarkoli, pač tej Varela, kot rečeno, predlaga neko svojo revizijo nekih osnovnih načinov razlage živih bitij, ki naj bi pa med drugim rešili tudi neke probleme tega pač recimo mehanizacije smotra, oziroma naj bi ponujali nek boljši način za razumevanje, kaj bi bila recimo neka specifično živalska ali človeška smotrnost. In v osnovi gre za neko idejo, mogoče za vpeljavo še ene vrste krožnosti, bi lahko rekli. Krožnosti, ki se ponovadi recimo, ki se jo praviloma, na katero se nanaša zdaj z izrazom samoorganizacija, čeprav samoorganizacija je majčkeno, mislim, temu pojmu so malo različni pomeni, kot sem opazil, pripisujejo. Ampak ta samoorganizacija, o kateri zdaj govorim, je mogoče najbolj taka ontološko radikalna verzija, ki se jo trenutno diskutira. In to bi bila, da moramo upoštevati pri nekemu pojavu ne samo, mislim, pri določenih pojavih, kot so žive bitja recimo, ne samo pač dinamiko, ki se odvija na ravni njihovih gradnikov, ampak tudi neko medsebojno razmerje določevanja med temi gradniki in pač tem pojavom kot celoto. Sprav, kar hočejo reči, recimo, kar hoče reči Varela, je, da pač seveda pač te neke, moramo upoštevati te neke interakcije, medsebojne interakcije med gradniki, ampak tudi sam ta sistem kot celota, recimo neka specifična oblika te mreže interakcij, ima lahko neke emergentne lastnosti, ki kot take, lastnosti, ki niso reducibilne na noben del vzet v izolaciji
In te emergentne lastnosti lahko povratno vplivajo nazaj na pač te gradnike. In če hočemo razložiti pač nek pojav, v bistvu pač rabimo upeljati še neko dodatno pač, raven krožnosti. Zdaj, kaj bi to konkretno pomenilo? Taka ideja, sama organizacija, mimogrede se diskutirajo trenutno, kot sem opazil, tako v fiziki, kot kemiji, pač biologiji, ampak jaz bom zdaj samo pač to biološko verzijo od Varele predstavil. In to izhaja iz te njegove ideje avtopoeze, oziroma pač Maturana in Varela vpeljeta ta idejo avtopoeze kot nek odgovor na to, kaj je neka ključna karakteristika živih bitij, ki jih dela za živa, za razliko pač neživega. In ta karakteristika je po njunem to, da se pač na nek specifičen način živa bitja proizvajajo same sebe. Zdaj, to proizvajanje samih sebe je bilo znano seveda že prej v nekem smislu, ne, pač si so vedeli za metabolizem, ne, ki pač proizvaja samega sebe v tem smislu, da pač sintetizira svoje lastne kemične gradnike. Ampak mogoče bolj zanimivo pri avtopoeziji način, kako v bistvu pač Varela koncipira to samo proizvajanje. In pač, ja, no, samo proizvajanje pač po njegovem je pač moramo razumeti tako, da pač živo bitje pač konceptualiziramo kot nek mrežo gradnikov v neki interakciji. In zdaj pač ti gradniki oziroma njihova dejavnost pač, ali pa tako bi rekel, no, zdaj ta mreža interakcij je tista, ki pogojuje kontinuiran obstoj in pravilno delovanje svojih gradnikov. Se pravi, te gradniki ne bi mogli sploh obstajati, niti ne mogli pravilno delovati, če ne bi bilo cele te pač mreže zraven, ki bi pač sintetizirala in katalizirala in pač regulirala vse to, ne. Po drugi strani pa vsak posamezen del pač potreben za to, da se ohranja specifična oblika ali pa lahko rekel topologija te mreže interakcij, ki pač je v bistvu ta stvar kot celota. Se pravi, imamo neko pač krožno razmerje med to topologijo te mreže in posameznimi deli te mreže. In pač, kot recimo zelo pomenljivo Varela reče nekje, an autopoietic machine is a homeostatic or either relation static system that has its organization as a fundamental invariant. Se pravi, kot neke vrste homeostaza, samo da to, kar je regulirano, ni nobena posamezna variabla ali pa noben posamezen podsistem, ampak ta specifična topologija celote. In v tem smislu naj pač, če malo to navežem na smotre, bi lahko rekel, naj pač ta smotr po Vareli, ki je res intrinzičen pač organizmom, se vedno nahaja na ravni tega pač te organizacije kot celote. Ti ne moreš, ni enega kontrolnega sistema, ki bi reguliral vse. Ti ne moreš tako nečesa malo odvikati in spremeniti ciljev celote, ker ti cilji so implicitno prisotni v neki strukturi te mreže kot celote. In ravno zato je to nekaj, kar ne moreš kar tako, mislim, kar je pač intrinzično temu organizmu kot takemu. Zato ne pač omenil bi, da to sicer ne pomeni po Vareli in teh tudi drugih podobnih avtorjih, da ti ne moreš pač tega znanstveno, mehanistično razložiti, vsaj če pač mehanizem zdaj razumemo v širšem smislu. Ne, pač ta literatura Varele in aktivizma je polna tudi nekih diskusij o pač nekih predlogov, kako bi lahko tem razmišljali v nekem sintetičnem življenju ali pa celo neki simulaciji take vrste življenja v virtualnih okoljih in take zadeve. Ne. Tako da so pač v bistvu zelo tako, imajo tudi nek ta kibernetski pač naboj tega, da to je nekaj, kar lahko razumemo, napovemo in nadzorujemo do neke mere. Ne. Ampak pač je pa neka ta fundamentalna tako omejitev tega, do katere mere ti lahko nadzoruješ oziroma na kakšen način. No, pač če že lahko nadzoruješ, lahko samo nekako holistično in z upoštevanjem, da ko si ti enkrat vzpostavil tako mrežo, bo imela pač določene cilje in ti jih ne moreš kar tako spremeniti, ne da bi spremenil te mreže kot celote. To bi bila neka, recimo, taka, se mi zdi, zanimiv uvid Varele, ki se lepo nanaša na celo to temo. In v bistvu bi s tem, zdaj, če imam še 5-10 minut, lahko grem naprej, če pa... 10 ne, 5. Ok, mislim, da bo šlo.
No, pa sem hotel vključiti še en tak offshoot, mogoče kibernetike, ki ni zdaj tako, to, kar sem do zdaj govoril o Vareli, pa tem, to je bil recimo nek tak, temu bilo rekel kritika, oziroma to je bila pozicija kibernetike drugega reda in neka specifična kritika Ashbyja. Zdaj sem hotel predstaviti mogoče še eno drugo podobno kritiko Ashbyja, v smislu, da gre tudi za neko tako kritiko, ki je sicer naklonjena pač kibernetiki kot taki in poskuša narediti neke produktivne korake naprej iz točno teh problemov, ki sem jih prej opisoval. Temu bi lahko rekli mogoče neka, če bi tismo prej lahko rekli neka sistemska ali pa holistična kritika Ashbyja, lahko temu kar zdaj kažem, rečemo recimo neka procesna kritika Ashbyja. Ki izvira, bi lahko rekli, predvsem iz Francije, recimo iz Canguilhema in Simondona. Trenutno se pa še pa neki taki podobni argumenti pojavljajo tudi v aktivizmu in v navezavi recimo na Simondona predvsem. V kakšnem smislu zdaj procesna kritika? Pač ideja, mislim, porajalo so se tudi marsikakšni odgovori na te osnovne ideje kibernetikov, da pač cilje preveč pojmujejo samo kot neko ohranjanje nečesa, kot pač da, mislim, naj si bo to neka variabla, kot je to v teh klasičnih povratnih zankah, lahko je to tudi cela organizacija, ampak v vsakem primeru gre za neko konzervativnost v osnovi, pač zato, da pač kakršenkoli cilj mora biti ohranjanje nečesa, kar je že vnaprej opredeljeno kot nek nujen, mislim, kot nek cilj, kot nekaj, čemu je treba se stremeti. In pač te avtorji, ki sem jih prej omenil, so bili vsi tako zelo nekako podobnega mindseta, da to je sicer hkrati kibernetika nekaj zelo pomembnega pač odkrije s to idejo povratnih zankih teh krožnostih in to je vsekakor treba obdržati, oziroma tako je pač so ti avtorji nekako naklonjeni temu, da pač seveda neka raven samoregulacije in samoorganizacije ziher je prisotna na ravni organizmov, ampak lahko bi rekli, da vsi ti avtorji nekako zagovarjajo to, da če to priznamo, moramo upoštevati samo to, da tudi ta jaz v samoorganizaciji se spreminja skozi čas. Da pač to, kar se samoregulira, ni isto skozi čas. Ker hočem reči, da recimo konkretno, če imamo nek konkreten organizem, njegova recimo ontogenetski razvoj pomeni, da pač se je ta neka recimo organizacija tega organizma, neka specifična oblika njegovih sestavnih delov popolnoma spremenila. Še vedno imamo lahko neke povratne zanke in neke homeostatske mehanizme, ki bojo v vsakem trenutku življenja, obdobju življenja tega organizma regulirali neke konstante, ampak te konstante se spreminjajo tekom življenja tega organizma. Pač recimo to je bilo nekaj, kar v osnovi pač kibernetika nekako malo porine na stran. Seveda pač tudi ontogenija ni edin primer tega, pač človeku bi lahko rekel, da se to konstantno dogaja. Pač v času za časa, mislim, za enkrat trenutka v drugega lahko popolnoma spremeniš svoj cilj. Mogoče tudi neke najbolj fundamentalne cilje. Tukaj bi omenil samo tako na hitro, to pač Simondonova ideja metastabilnosti, ki jo lahko razumemo malo kot neko nadgradnjo ultrastabilnosti, ker pač, če je ultrastabilnost za Ashbyja neka tako stabilnost, ki jo pač vzdržujemo pred tem, da prilagajamo svoje cilje, se pravi pač, kjer si hkrati nekako plastičen, ampak na ravni nekih senzomotoričnih načinov vedenja, ampak plastično se spreminjaš zato, da bi ostal isti na neki fundamentalni ravni. Potem metastabilnost bi bila ta, da se tudi to, kar šteje za istost, lahko spreminja skozi čas. Pač v smislu, da tudi te najbolj fundamentalni parametri tega, kar pač ta organizem hranja, se na nek način spreminja in s tem se spreminja tudi pač specifično ciljno usmerjeno vedenje in to v razmerju do česar se organizem uči pač delovati smiselno na okolje. Se opravičujem, če je bilo to zdaj ful preveč na hitro, ampak mislim, da bom pri tem zaključil.